Ja, kako gledaš ti na odgovornost? Ker zdaj zdaj vidim, da se malo na moških ustajava ali pa tem moškem principu, ker se o tem mogoče malo premalo govori v naši zahodni družbi, ali pa je bilo malo na stran postavljen, Sej, če te romantične komedije gledava pa vse to, kar prihaja iz Hollywooda vrsto let, se mi zdi, da se je malo zanemaril ta moški princip, že romantična komedija samo po sebi, to je v bistvu kriči ženski princip, cela stvar, happily ever after, ljubezen in to. Ja, in romantika in zaljubljenje. Ja. Moški so pa ponovadi tam neki lepi, uspešni, tako malo zraven, in pol odkrije to svojo nežno žensko plat in on se ji preda in posta srečna. To se mi zdi, da nas je dost opral. Stigmatizirano si ja, čist. Ja. Traumatiziran mogoče celo. Ja, samo vsak ima sebe za zrihtati. Ampak se mi zdi, da je v koru ta mal izguba te odgovornosti, ker se mi zdi, da je res tak izrazit moški princip. Ti si odgovoren za nekaj. In stojiš v svojem stebru, tako kot ti doskrat napišeš. Kako ti gledaš na to, kar sem povedal, pa na odgovornost na splošno? Ravno soboto sem imel v Kobaridu na predavanje in naslov je bil v bistvu, da je v teh časih, sploh zdaj, mislim, ne vem čisto točno, ampak bom opisal, v teh časih zdaj je res pomembno, da znamo prevzeti odgovornost za svoje življenje. Ker mnogo lažje je ves čas kriviti nekoga drugega, zakaj se nam nekaj dogaja in stati v tem in se kopati v tem, v bistvu smiliti sam v sebi. In jaz vidim to kot bistveno in to tudi ženske vidijo pri moškemu kot bistveno. Moškega, ki prevzame odgovornost za svoje dejanja in naredi tisto, kar je rekel, da bo naredil. In je nekako, vse to je pri obeh polih, ni samo pri moškemu, tudi pri ženski, recimo, kadar je ona sama, recimo z otrokom, mora prevzeti veliko odgovornosti, da lahko funkcionira, da ona poskrbi za tisto, kar je treba materialno poskrbeti, plus da poskrbi za to, kar je treba preko ljubezni dati na svojemu otroku. Ampak to je ena taka bistvena komponenta, ki nam jo manjka, mogoče ravno zaradi tega, ker mi nismo imeli nikoli nekih procesov iniciacije, skozi katere bi bili otroci, recimo fantki majhni, spremenjeni, če lahko uporabim to besedo, v moškost. In najbližje temu je bila verjetno jugoslovanska armada, kjer so moški bili nekako iniciirani, oddaljeni od svoje mame in od očeta v končni fazi tudi, predvsem od mame, in se postaviti so se morali nekako na svoje noge. Ne bom rekel, da je bila to zdrava iniciacija, za marsikoga zelo traumatična izkušnja, ampak teh iniciacij mi nimamo, so pa v svetu, pri kakšnih plemenih verjetno še zdaj prisotne, bile so zelo včasih prisotne. In v teh iniciacijah moški ne samo, da začne prevzemati odgovornost, kar je bistveno, on takrat mora prevzeti odgovornost svoje življenje v končni fazi, ker če je on, soočen, da on mora iti v gost in prespati eno noč v pragozdu in mogoče prinesti zob od tigra nazaj, moraš kar prevzeti odgovornost. Te spremeni izkušnje. Ja, te ne. Ampak ti da poleg tega še več stvari. Odgovornost ni samo mogoče sestavljena iz odgovornosti same, ampak iz raznih komponent, ki pridejo tudi do te odgovornosti. Se pravi, najprej vedeti, kdo sploh ti si. Najprej vedeti, zakaj si se ti sploh rodil na ta svet. Vedeti, zakaj si se ti fucking zjutraj zbudil. Vedeti, zakaj ti želiš iti tja. Kaj želiš ti doseči in kako boš ti tja prišel. Vedeti, kakšen je tvoj namen v življenju. Vedeti, kakšno je tvoje poslanstvo, ki se lahko spreminja iz tedna v teden, iz dneva v dan. Tvoje poslanstvo, recimo danes je lahko, da del tvojega poslanstva je ta pogovor. Danes si se namenil, da boš imel ta pogovor z mano. Tudi del mojega poslanstva je ta pogovor, ki se bo končal čez toliko in toliko časa, potem bo moje naslednje poslanstvo nekaj drugega zopet, ampak ti skor, jedro, kdo ti si. In tle jaz mislim, da bo človek res nov status svoje odgovornosti, ko bo on spoznal, kdo on je. In takrat bo največje osebnosti, recimo v zgodovini, ki so stale, ki so prevzeli odgovornost svoje življenje, so mogoče malo najebale. Mogoče jim ni bilo čisto lahko vedno v življenju. Martin Luther King, Mandela, Gandhi recimo, Dalai Lama in tako naprej. Oni so stali v tem. Oni bi se lahko verjetno uklonili in bi prevzeli neko mentaliteto, neko mnenje drugih, ampak oni so prevzeli odgovornost. So prevzeli odgovornost in so stali v tem stebru tisto, kar oni verjamejo, da oni so.
In tukaj se mi zdi, da je manjka v našem prostoru, v tem sodobnem svetu, v zahodnem svetu, verjetno tudi bolj, da nimamo te iniciacije, da nimamo recimo tega stika otrok, predvsem z moškimi, se pravi z očeti našimi, da bi nas oni znali recimo inicirati. Veš, da bi te pri 6 letih, 7 fotor vzel sabo, rekel si ne greva taborit, greva za 2 dni v Kostane. Naučite, kako se lok narediti, kako šulico narediti, kako ogenj zakurta, veš, dež je, kako najde, zavetišče si narediti. Zato, ker on tega ni znal. Ni bilo časa, vojna je bila, po vojni so mogli obnoviti vse, fotri so mogli v tovarnah delati. Kje imel on čas se ukvarjati s 6 otroci ali pa z 10? Ni bilo šans. On je prišel in rekel, kjer ni bil priden, 2 šamarja, da imamo Bogo naslednji dan, pa je šel spat, ali pa je v gostilno. In tega nijamo in zato jaz zdaj stremim k temu, da bi te moške, da bi mi moški začeli spreminjati v bistvu ta program, da bi mi lahko, ker mogoče smo za nas je že prepozen ali pa mogoče, ampak za naše zanamce pa ni prepozen, še za naše otroke, ker če ti delaš nekaj samo z mislijo nase, ne vem, če je tvoje življenje tako zelo bogato, fajn je, če tudi razmišljaš, kako bo za tabo nekdo, tudi če ti ne boš, veš, če drevo posadiš, bo tvoj vnuk na njem se gujsal ali pa jedel plodove njegove, ti verjetno jih ne boš, ampak v tem je modrost. In če ti dojameš to, da začneš zdaj delati na sebi, recimo, da začneš biti odraz tega pravega moškega, da se lotiš programov, delavnic, da bereš, da meditiraš, da priješ v stik s svojim, da predvsem odstranjuješ vso bolečino ranjene mame, ranjenega očeta, da odstraniš tisto, da se pomiriš s tem, da boš potem lahko ustvaril generacijo novih otrok, ki boš svojim zgledom učil, da boš njihovi mami dal spoštovanje in boš dal ljubezen, in boš vedel, boš varnosti dal, čustveno varnost, mogoče fizično varnost, kakršnokoli, da bo otrok videl, rekel, to je model očeta, to je model moškega. In taki otroci bojo ustvarili lahko drugo družbo, se mi zdi. Ne vem, če je za nas prepozno, upam, da ne, ampak mislim, smo še mladi v končni fazi, ampak Ne, čudovito si povedal. Ful mi je bilo zanimivo, ker si odgovoril na vprašanje odgovornosti, si v bistvu vprašanja postavil, ne? Kdo sem jaz, kam grem, zakaj to delam. In jaz sem istega mnenja, da odgovornost je v bistvu sposobnost odgovora. Ne, da imaš pravi odgovor, ampak ti imaš sposobnost dati odgovor in stati za tem. Sprav se za nekaj odločiš, to je moje mnenje. Ali pa recimo, bom dal primer, zakaj se mi zdi to psihološko ful pomembno. Včasih se zbudiš slabe volje ali pa v slabem stanju, niti ne veš zakaj. In en tak dan je bil prejšnji teden za mene in sem se zbudil in nisem se preveč ukvarjal s tem, zakaj sem v takem stanju. A so to lune, a so to Saturni ali to ne vem kaj. In sem šel na sprehod z enom, s psom in tukaj imamo problem recimo v tem parku, da so koši odprti, te za smeti in potem vrane pridajo in v bistvu raztrešijo po celem parku pač te smeti. In nikoli prej tega nisem naredil ali pa ni ta misel prišla. Šele, ker sem bil v zelo slabem stanju, sem rekel, vem, da je prevzemanje odgovornosti pa delanje dobrih del pot ven iz slabega stanja. To vem, ker sem velikrat to na svoji koži občutil, ali pa pri ljudeh, ki jih opazujem. Tisti, ki to delajo, so srečnejši. In sem se odločil, da bom pobral te smeti. In 5 minut potem, ko sem to naredil, sem bil ven iz tega stanja. Ker psihološko sem jaz v bistvu prevzel neko odgovornost, prvo za svoje stanje, nisem se s tem ukvarjal, pa sem pa nekaj navzven to energijo pač mal v bistvu naredil boljši svet, za milimeter. Ampak v bistvu sem se pomagal. In se mi zdi, da to dosti ljudi ne razume, ker danes je svet zelo kompleksen, ful stvari se dogaja, korona kriza je bila, in imaš nekako občutek, da ne moreš nič narediti. In v bistvu to te pele v neko brezno, iz katerega je zelo težko prijeti ven. In jaz mislim, da to tako, prevzemanje odgovornosti za svoj mali okoliš, ali pa bom rekel celo tisti fanti, ki so v svoji sobi samo, pa velikih poznam, pa so recimo v slabem stanju, depresivni, da začneš tam, da začneš v svoji sobi, pa jo pospraviš, kot pravi Jordan Peterson, pospraviš svojo sobo. Se mi zdi, da to so mali koraki ven iz te krize, če jo občutiš, pa vse posebno.
Ja, predvsem prevzemanje odgovornosti, da se ta trenutek tako počutiš, in da s tem ni nič narobe in da za to ni nihče kriv, da ne iščeš zunanjega krivca. Niti da krivc nisi ti, se pravi, ker velikrat potem pa, saj meni se to dogaja, da sem pa nas obrnil potem. To je klasična moška. Ja, če se tako počutim, se pravi, verjetno zaradi tega, ker mi ni uspelo še to in to in to in to in to. Če bi jaz prodal več programov, če bi jaz imel več denarja, če bi jaz imel boljšo žensko, če bi jaz imel boljši avto, več stanovanje, bi jaz verjetno se boljš počutil. Ampak ko vse to imaš, tudi pride taki dnevi. Je tako, Absolutno. In tukaj je močno. In ful si lepo povedal in ta tvoj altruizem mi je všeč, veš, ker dejansko ne glede na to, da lahko recimo ti ščitiš z nakupom mrež pred malarijo, mislim pač vasine, ščitiš ljudi pred malarijo s tem, da jim pomagaš pri nakupu mrež. To je kapljica, verjetno oceanček, ampak za njih je pa to vedro vode v glavo, štekaš v najhujši vročini, za njih je to, Marija se jim je pokazala z nebesa. Pa za mene je to morje. Ja. Ampak za družbo gledano je to ful mal si naredil. Absolutno. Nekim 26,000 ljudem ali pa 40,000 ljudem si nekaj pomagal. Recimo, Če pogledaš celotno populacijo, je tako dost. Ampak ta butterfly efekt ima večji efekt, kot se mi mislimo. Ker tebe bo mogoče videl en mlad fant, recimo, da si ti pobiral smeti in on bo to zapomnil si. Tebe bo mogoče videl en starejši gospod ali pa ženska, in si bo to zapomnila. In te filmčko je veliko krožilo, v bistvu, kako so bila dobra dela narejena. Če si daj videl, pač nekdo je nekomu pridržal vrata, veš pa, hvala, pa je šel. Potem je ta, nekomu pada denarnica, denarnica ti je pada, in mu je dal nazaj, veš, in se ta krog, ta veriga potem začne širiti. Jaz si želim in upam, da je to pot iz te situacije, v kateri smo zdaj mi, ki smo nezadovoljni, ki smo potrošniško naravnani, ko smo izgubili stik za človeka, ko smo izgubili to sočutje do drugega. Sploh v velikih mestih se tega mogoče še več opazi kot na vasi, čeprav tudi v vasi ne zaostajajo ljudje. Problemi, ja. Ampak vseeno, veš, da dejansko, ko vidiš nekaj, da pač zakaj ne pristopiš, pomagaš, odpreš vrata, vprašaš, želiš pomoč mogoče, pomagam, tukaj to nesta, veš, pobereš brez, da bi pričakoval karkoli v zameno. Predvsem pa to boš se zgodilo strinjal ti, da ne pričakuješ ničesar v zameno za to. Ja, tam je najbolj... Še nekaj smem. Kar hočeš. Ne, kar si rekel, da vzameš odgovornost, da si ti odgovoren, da najdeš odgovor na to. Ker jaz vedno rečem, lahko reagiraš na stvar, lahko pa odgovoriš na stvar. In ko ti odgovoriš, prevzameš odgovornost. Ko ti reagiraš, je reakcija ponavadi na podlagi nekih čustev. Tebe nekaj strigira, ti reagiraš, se veš sam. In porad reagiraš nezavedno. Nekaj se zgodi, pač avto vozaš, ti reagiraš. Ti ne odgovoriš na enega, ki ti je vletel brez žmigoca. Ti odreagiraš, ker ti nimaš časa odgovoriti. Tvoje telo... Zavesti nimaš. Ne, tvoj avtomatski program, tvoj avtopilot je tako hud, in to je dobro v bistvu. Zato, ker ti bi zelo težko tako hitro zavestno, kot pa podzavestno nariš. Recimo, nekaj ti vrže uč, zapreš uč najhitrejše. In da znamo to ločiti, v bistvu, da ne reagiramo, ampak da včasih mogoče... Kako se jaz zdaj počutam? Za en drek. Ok. Za en drek se počutam. In? Zdaj, kaj hočeš? Hočem se počutiti boljš? Ok. Ampak ti se lahko zdaj počutiš boljš, če hočeš. V bistvu, tvoja odločitev je to. Prevzem odgovornost najprej za to, potem se pa odloči, da se boš drugače počutil. Pa bo je rekel, ampak jaz rabim to, da se bom boljš počutil. A res rabiš to, da se boš bolj počutil? Ponovadi občutek, da se ne počutim več slabo. Ja. Jaz vedno rečem temu, rečem, a si pripravljen sprejeti, da se boš tako počutil do konca življenja? Super. In če odgovor iskreno srcem ja, je naslednjo sekundo tega ni več. Ampak to niti ni pomembno, da ni več. Ne. Ker to zdaj sem mal vozu naredil, zato ker kakšni ljudje to slišijo, pa rečejo, kaj moram narediti, da se ne bom več počutil? Moram si lagati, da mi bo ok do konca življenja. In kle besede nehajo delovati.